Ravnatelj prometne šole Maribor, kjer prav tako izvajajo program šole vožnje, meni, da je početje tistih, ki so prodajali vozniške izpite, škodljivo, omajano pa je zaupanje v vse avtošole. Da je ta zadeva zelo škodljiva in tudi nevarna, tako za tiste kandidate, ki so si takšna potrdila brez, da bi se seveda naučili voziti, pridobili, in pa tudi za vse nas udeležence v prometu. V šolo za voznike mora ponovno tudi Martin Kolenc, ki je brez izpita ostal zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Sam priznava, da je bila to zanj draga šola. Policist mi je dal kazen 1500 evrov, sodnik za prekrške mi je dal kazen 600 evrov. K temu pa bo prištel še stroške ponovnega pridobivanja vozniškega izpita v znesku okoli 800 evrov. Te varne vožnje ne bi rabili, po mojem ne. To se pač gre samo za denar. Drugačnega mnenja pa je inštruktor varne vožnje, ki pri voznikih povratnikih opaža veliko napak. Predvsem je to hitrost, predvsem je nepravilno sedenje za volanom, opazovanje, vožnja skozi rumeno luč. Ker veliko voznikov ne pozna pravil vožnje v krožiščih ali pa so pozabili cestnoprometne predpise, bi takšna osvežitev znanja marsikomu koristila. Tako pa so lani na prometni šoli kljub brezplačnim delavnicam njihove predavalnice ostale prazne. Vozniki, ki so ob hujših kršitvah v cestnem prometu kaznovani z odvzemom vozniškega dovoljenja, morajo, če želijo dovoljenje ponovno pridobiti, opraviti tudi zdravniški pregled. V mariborskem zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca ugotavljajo, da večina ostane brez vozniškega dovoljenja zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Pijane voznike pa po pregledu čaka tudi draga rehabilitacija. Sestra Marija Draškovič nam pokaže mape, polne dokumentov o odvzemih vozniških dovoljenj, pa tudi tistih, ki so jim dovoljenje odvzeli le začasno in so zato morali na ponovni zdravniški pregled. Samo lani so tako obravnavali kar 1580 voznikov. Od tega je bilo zaradi alkohola 1364 pregledov in zaradi drog 28 pregledov, drugi so pa bili zaradi prehitre vožnje oziroma kombinacija. Voznika ali kandidata za voznika tukaj v celoti klinično pregledam, potem ga napotimo v laboratorij, tudi pogledamo jetrne teste in pa obvezno pregled pri psihologu. Večina jih je nato na podlagi zdravniškega spričevala vključena v nadaljnji rehabilitacijski program. Tukaj govorimo o edukacijskih delavnic, psihosocialne delavnice, potem je tudi napotitev v varno vožnjo, ti, ki so imeli probleme zaradi prehitre vožnje pa prometnih nesreč. Vse to pa je seveda treba plačati in zneski so precejšnji. Vzgojne delavnice stanejo 140 evrov, psihosocialne 480 in še šola varne vožnje 250 evrov. Denarno, ko prihajajo ljudje, govorijo, da jim gre od 1000 do 2000 evrov. Tukaj pa nisva zajele ljudi, ki grejo na ponovno pridobitev. Prav zato se ne čudijo, ko jim marsikdo predlaga. Čujte, jaz bi vam to plačal, samo da ne bi rabo iti, ne? Pa ga debelo gledamo, pa rečemo, žal pri nas tega ni tako. Tako da verjamem, da ljudje poskušajo. Je pa spodbuden podatek, da večina teh voznikov za volan ne seda več pod vplivom alkohola.